In pač ti si sam v naravi, tako in the middle of nowhere, s 6 ali 8 punčkami. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli v najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni strani. Imamo Katko Bogataj. Ki je kaj? Ki je kaj? Jaz kot vem je influencerka in promovira neke produkte na Instagramu, ali kako? Wow. Čakaj. Po mojem si me preveč lepo predstavil, ker če zdaj ni pol Slovenije padala na kolena. Je profesionalni alkoholik, ima tudi svojo vino in nam je prinesla Jure kaj še? Prinesla nam je tudi veliko dobre volje. Knjigo. Vsi naši bodoči gosti, Katka nam prinesla 2 vina, 2 knjige, eno knjigo boste dobili vi z giveaway, vino žal ne, ker se lahko razbije po pošti, to ga bo Jure čagal. Tako da vsi, ki prijeste k nam, ste dolžni darila, edina gospodična, ki ve, kako se to dela. Jaz bi se tudi rad zahvalil vsem gostom naše zabave, ki so nam spili ves alkohol. Moramo reči, smo imeli člani Burger otvoritev. Lik si zamudila, nisi bila še gost. Ful hvala za povabilo, no res nisem mogla priti, nažalost. Ja, smo povabili samo to je bilo javno, lahko bi prišla. V bistvu ne, ampak okej. Ja, ne, hvala vsem, ki so prišli so Kveder podcast, Kevder podcast, podcast brez filtra, Kevder podcast, šupke, zalepli nalepke po celem našem studiu tu, na školko so ga dali, tam kamor spada vaš content. Ne, v školko. Ja, tako. Ja, nič, hvala vsem, ki so prišli, kdo je še prišel? Nekaj, ne spomnim se te na pamet. Moramo dati čestitko gor od vseh. Hvala vsem, ki ste prišli na žurko pol in hvala vsem, ki ste prišli na event, tako da kar uspešno, bilo uspešno. Ja, hvala timu, ki je delal koktejle. Hvala tim, naš tim je naredil koktejle za vse, welcome drinke. Dobri so bili. In on je welcome on folk, 2 ure jih je sprejemal, tudi ko so bili že sprejeti, jih je še vedno sprejemal. Sprejetci. Svaka čast tim. Ja, in svaka čast El Toro tu, so bili full pridni, so ga haslali in smo jim kar dosti keša naredili, no. Tako da. Dosti prometa. Všeč mi je, ker si mene pogledal, tako pohvalil si se, mi smo dobro keš delali. Pač vsi bodoči sponzori našega podcasta lahko veste, da znamo tudi ljudi pripeljati do uporabe vašega produkta. Pejte v El Toro v Koper, člani Burger, zdaj uradno na meniju, to je to. Katka, preden začnemo, člani škatle vprašanj. Bog pomagi, kaj je zaklenut. Ti veš kaj je to? Ki si naša zvesta oboževalka, gledalka, poslušalka? Ja, itak. Notle notri so vprašanje, od kakšno sadje bi si dal ured do kaj je smisel življenja. Jaz upam, da dobim neki tam između. No, še malo zmešamo. Vedno isto vprašanje potegne ljudje ven. Zato sem pomešal. Zdaj bom, a to je eno tako dolgo? Ne, eno je. Vizualno ocen Jureta in Matej. Daj, to je imela Nika. Ja, to se spomnim, ja. Ja? Se spomnim, da mi je drugo vprašanje. Ajde, ti zamenjamo. Ajde. Zato, ker brez vezek bi tako bi ima dala 10, pa če veš to tako. Ja, okej. Kaj se zgodi, ko umremo? To je že tu i bilo. To je imel papi. Ja, pa dobro. Daj pa to vprašanje, ki se je že Zdaj mi tako potegnila, kjer sadje si damo rit, ne? Valda. To je dolgo. Do konca življenja moram nositi samo en kos oblačila. Pa to je lahko, da še eno drugo. Do konec življenja moram jesti eno hrano, katero izbereš. Je to v redu, fanta? Vam je to vprašanje po meri? Ajde. A vam kaj druga odgovorim? Se bi zmislila mogoče. Govejo juho s full rezanci. What? Ja. Ti si za govejo juho? Ja, ampak prav tako s full rezanci pa korenčkom. Zakaj misliš, da je goveja juha rumena? Sej, ni nujem, da je rumena, lahko je rdeča. Moja ti full rdeča naredi, kada full paradajza. Drugač pa po mojem... Po moje je tako rumena zaradi maščobe, ne? Pa ne vem, meni to spominja tako, kot, veš, ki je ta meso, to je ta sok od mesa v resnici. Ja, drugače po moje to ful od kosti. Ti piješ sok od mesa, ki si ti to normalno. Ja, ful. Pačkaj, ni smešno, da damo notri tako neke stvari, vodo in pol pijemo mi to vodo. Od vseh teh stvari. V bistvu tako pa čebula, veš, za lupki, pa vse te lupke pol ti piješ. In pa ni strani to teleso še ful paše. Da si je zmislil to, da gremo vse te stvari dati v vodo, te stvari pol pojest in še to spit. Pač kdorkoli se je to zmislil, moje spoštovanje. Veš, zakaj so delali juhe? Juhe so delali, ko so bile stare živali, ne je bilo trdo meso. Fuj.
Ja. Kako ste to pogruntali? Ja, pač on je rekel, kam bomo dali tega osla starega. In kaj, v vodo ga spekli? Ja, ne. Valjda, po mojem so sam vrgli v loncu Ja, se. sem v loncu se. Kaj, ko si bil lačen, jaz bi pa isto jedel župa. Sej župa pa še. Ok, čak to. Župa mene ne naje. Stari, mene juha, mineštra mene naje. Zato pa moraš dati ful nudlov not. No, v bistvu Ali pa imaš meso, tako, ne, unom pojesti. Ja, ali pa to, ampak jaz imam tako v bistvu makarone z govejo juho. Ja, pa sej je dobro, da je neka paštica notri. Ja. Pa tudi knedlin, to mene to fucking ne naje. To je predjed, to je juha, ne? To je pač predjedjo, jaz juha ali meso. Ja, ma samo juha mene niti mineštra, to nikoli meni. Mineštra je vibe. Si tako pol ure. Ne, mineštra je vibe. Mineštra je jaka. S klobaso. Moja nona naredi tako banger mineštru, stari. None se ne jače za mineštre. Jaz tako da moja diploma iz mineštre. Pač moja mama ne zna narediti tako dobro. Od moje mame je dobra, ko me drugi dan, isto kot moje none prvi Ne, dan. veš kaj je problem? V loncih. Okay. Ja, V loncih je problem. veš, da tudi. Ker mora biti tudi lonč že malo ukusa. Oni stari lonci, ki še malo zraven iz roba dol podrgneš. Od prejšnjič. Ampak veš, da res, moja mama zdaj lih par tednov zdaj smo imeli mineštru pri moji noni in sem rekel, fuck nona dobra mineštru, mama nauči se delati. In rekla ona, ne, mama je delala. Sem rekel, okej, pol pa je ta kuhinja tle kriva. Tam, Ne, ali pa je, je tudi lokacija. None, the shit. Veš, da ne vem, drugač, moje, ne none, ampak babice, se pravi, verjetno ne delajo tako dobro, ker pač niso none. Ja, nonna. Ja, ne delajo tako dobrih minešter. Ne? Ne? Ne. Pač moja nona, ona je rekla vedno, daš tako ščepec ljubezni notri. In tudi pač, to jaz vedno pravim, moja nona ni debela, ona je polna ljubezni. Ja? Ja, Tako da je ne zmanjka ščepcev Ful nikoli. dober. In pač bolj, ko je nona močna, bolj še kuha. Vidim, je tebi malo ljubezni pozabila dajati. Da, je Si dala bolj v prazen hrano. ljubezni. Veš kaj, jaz hitro prečistim to ljubezen. Okay, Zato sem imel toliko punc, veš, ki Veš kaj, to... on jo deli naprej. O, lepo. In mi jo Zelo. zmanjka, ja. Kaj bi moj teden? V glavnem pestro je. Zelo aktiven, Kaj divji. delaš? Kaj delam? Ja, rihtam projekte, skrbim, da imamo kaj delati na projektih, skrbim, da tečejo projekti gladko. A zato si bil danes točen? Ja, Danes Ne. si razumujal. včasih se zavleče malo, mislim, danes je bilo res malo izven pričakovanega. Tako da- Ne vem, če imaš v spominu, ampak le smo imeli to žurko šlani, ne? In so prišli tudi eni naši poslušalci, shoutout vsi. In je postalo že ikonično in smešno vsi tvoji odgovori. Tako, en se je tle vsedel, kdo sem jaz? Ma ja, imam ful, sem delal ta teden in pač sem ful produktiven in pač v glavnem sem ful delal. Kaj si delal? Ma pač ful sem delal. Tako da, Zato, ker ne morem deliti vsega, no. Skrivnosten. Okay. Ampak ne, imam zelo, zelo natempirane dneve, Produktivne. produktivne tudi in, veš kaj, 1 uro pa pol mi porabi ta fitness, recimo tudi že, ne? Aha, si mogel zdaj hitro not vrš, da v fitness hodeš punce, delam v Ja. fitness vsak dan ura Ne, pa pol veš, ko je, ne? Glej, gremo malo na te zdaj. Kaj si pa ti počel, kaj je ta teden? Maničevo, dosti stvari, produktivno. Kaj si delal? No, ki si rekel, da imaš ful stvari za delati. Jaz sem zdaj, naprimer, bil 2 dni, ne lažem, en dan sem bil na Pop TV-ju, en dan sem rihtal avto, se mi je pokvaril. Kaj si ti je pokvarilo? Povej več. Pokvarilo se mi je za šprico čipe na voznikovi strani. In ko greš potem v sranju v Ljubljano, te škife ceste, mokre, rabiš, da ti briše, ki če ne veš nič. En dan se mi je pokvarilo zvečer. Šipa umazana in mi sveti uni pred mano, jaz nisem videl nič. Je pa eno, evo to, fun storija. Zabavna zgodba. Wow, hvala. Ne za kaj ne primorka. Se jaz ustavim na odcepu tako nekje pri Divači in da si grem jaz polit z vodo malo šipo, da lahko prijem do Kopra. In pride ena ženska do mene, da mi lahko priješ neki pomagati, neki drsam jaz pod avtom, nek kos mi je odpadel ali neki. Ok, grem pogledat. In žena je zakačila nek blatnik, tak del nekega drugega avta, je padel pod gumo in je to drsala, ima železo. In sem nekako jaz to zvlekel ven. In je rekla, kako ti lahko kaj pomagam, vrnem uslugo. Koliko stara je bila? Taka milfica v Bemberi. No in? In smo zrihtali. Ok, wow. Ne, bom punca polo. Se ona ima tudi moža, verjetno. Ja, se je rekla, ja, da to je avto od moža. Ne, sem rekel, lej, delam filme, če poznaš kakšne producente ali koga, ki ima denar zvrcni. In je rekla, dej mi številko, sem mi dal številko in rekla, če bo ok, ti pokličem. Hecno je bilo to, imela neko aplikacijo na telefonu, ki je zaznala moj ime in priimek, kje sem jaz prijavljen. Jaz si napišem,
8-9 in ona, Matej Rimanič, ne? In še pogledam, To je zato, ker imaš lahko eno aplikacijo, neka Caller ID, nekaj takega, ki lahko daš telefonsko in ker deliš imenike, svoj imenik deliš s to aplikacijo in pa vsi, ki te imajo v telefonu, imajo več shranjeno. nimam tega. Ja, nekdo ima tvoje ime shranjeno, no, pod Matej Rimanič ima to aplikacijo, ja. Fuck, to mi je tako stripalo. Kakšna policajka si zdaj to, A da pa imaš... lahko tudi tako sami ime dam not, pa mi vrže od nekoga Ne, mislim, da to pa ne. Škoda. Ja, ne, to je creepy. Je imela moj ime in primek, pač, what, tako je ono. Pa če te me nekdo ti shranjen Matej Šupak, recimo, kot jaz. Ki pride Matej Župak. Ja. A to bi bilo ful dobro. Tako da ja, pol drugi dan sem šel jaz v službo in spet se mi je to zgodilo na šipi, nisem mogel čistiti. In sem šel Kaj se ti je zgodilo na šipi? Nisem razumel. Mi ne dela uno za špricat. Aha, So pa si vozniki. dal vodo. Ja, se je pokvarila una šprica moja cela. Kaj je črpalka ali prav šprica? Cel uni sistem. Je veš, da ti meni ne dela, pa sem se kar navadil voziti umazano. Ja, jaz sem se navadil tebe voziti z umazano, jaz pač ne vidim. Jaz tu meni ne dela šipa, recimo. Vidim, vidva sta zelo varna voznika Ohajo. na cesti. Ohajo. Vsem, Jure ni. Na poti do Ljubljane bodite pozorni na dva voznika Imam črn avto, enkrat sem s šel v črnim Ljubljano. avtom. Bel je zdaj, fucking bel je, stari, ogaben je, enkrat v Ljubljano, enkrat v fucking Ljubljano. V glavnem, grem jaz drugi dan v Ljubljano, se mi spet to zgodi, se ustavim na cesti, kličem jaz enega mehanika, spet se mi je zgodilo pred divači, kličem jaz enega mehanika, ja, mene nima, pejdi v delavnico, te bojo zrihtali, dobro, prijem jaz v delavnice, imaš lik neki, da mi drži to skupaj, to cevko, da si malo pošpricam, da pač prijem do Kopra, da neki on, ma nijem nič, kaj da ti dam? A je to tle cela hala, si mehanik, ne mi reči, da nimaš nič. A je biti tako nek 60 let, no nič. Ta bi mogel znati rešiti. Ej, ti pa bolj kurac. In sem rekel, ne vem, tipo nek duct tape, neki veš uno lik, da mi zalepiš gor, neki zatakniti. To bi sam mogel zrihtati, kaj? Jaz komaj sem Kašen pripeljal dec do si njega. ti? Kašen dec si to? Čakaj, bom povedal na koncu zgodbe, ko sem glup dec jaz. Jaz pred tem v avtu, v prtljažniku pregledam vse, imam štupidece, vse pogledam, nikjer nič. No, bom kar zdaj povedal. Vsej tej paniki, jaz ko sem prišel domov in vzamem iz prtljažnika rucak, vidim, da imam jaz tam ta salotejp v prtljažniku, Seveda. tako da vse v enem kaosu ga pač nisem vedel. V glavnem, ta mehanik je rekel, dobro, lej, lahko ti dam silikon, če dam silikon, se to bo zaleplo in lahko eksplodira. Sem rekel, dobro, pol pa ne mi dati silikona. In rekel, dobro, dej, pol pa dej, čau, ne da se mi ukvarjati s tabo. In jaz, Prav okej. tako ti je rekel. Ja, je rekel, dej, ne da se mi ukvarjati s tabo, pač čau. Uno, nič ne delo, tam je avto malo šraufal. Uno, okej, sorry ti, ker rabi človek pomoč. Tvoj šef je rekel, naj pridem sem, da mi pomagaš, ampak dobro. In jaz tam neki probavam in on pride nazaj s silikonom. Rekel, evo, ti dam silikon. Pa če zdaj rekel, da to ne sme, mi bo eksplodiralo. Ja, ma kaj naj ti dam drugega? Neki fucking drugega. In pol mi pride z vezico mi pride. In kot mi je zataknil vezico, je ta vezica se lepo podrsala do cevki do dna. Tako da na redu ni nič. In pol mi je spet rekel, ne da se mi ukvarjati s tabo. In pol je še enkrat prišel do mene, je šel in prišel, mi je dal neko žičko in kot mi je žičko zataknil, mi je padla nekam pod havbo. Tako da mehanik iz divače, fuck you, mona. Super. Da veste, ko imam jaz zlatega mehanika, sem neko član mehanike, jaz te rabim, da mi zrihtaš, rekel, le, jaz imam zdaj full dela, uleti do mene, da te zrihtamo, sem šel v Portoroškemu mehaniku. Ti bil v Portorožu. Je rekel, jaz sem Portoroški mehanika, že tako 3 generacije imamo njega, moj nono, moj tata in zdaj ga imam še jaz. In je rekel, dej, vidim točno kaj narobe, dej mi 2 dni te naučim, pridi, da zamenjamo. In, Ja, pa treba, koliko si podal denarja? ne vem, bomo pol porihali. Kratka, kako skizi, da gremo Kaj je bil na kaj te. tvoj teden še to? Wow. Ja, Mislim, ni še le, kaj danes? Sreda. Auro, kaj je bil prejšnji tvoj teden? Ej, moj teden je pester. Ja, kaj ful delaš? Življenje ima. Kaj promoviraš, kaj? Ko ste smešno. Drugač promoviram. Kao, če želite koda Katka Katka, ne se ne. Ko se drugač malo nimam nobene kode, tako da ne. Dobro, Mislim, najprej nimam kod. spromoviraj to. Ja, to mislim, nimam to tle za promocijo, ampak ja, moja vina in moja knjiga, ta knjiga je tako sploh ni več v prodaji trenutno, tako da jo ne bom promovirala. Ta vina so skoraj že razprodana, tako da jih tudi ne bom promovirala. Kar pomeni odlično mi gre, bravo Katka. Prav, Katka. To se Super dela je to, biznis. super. Ne, drugač pa le, jaz sem odlično, živim družinsko življenje, živim življenje biznis ženske. Lej, če si drugače že zdaj napolnila cel normiran SP do konca februarja, pomeni, da ti ne gre slabo. Vse to je od odprtja, veš, ne od leta, ampak Ja, od okej, odprtja. saj Tako da zdaj od leta. odvisno, kdaj se šteje, ampak V glavnem ti gre. mi gre. Ti Ja. gre lepo. Lepo mi gre, tako da, lej, ne vem, kaj naj ti rečem. Tako Praviš, se dogaja. da v Sloveniji se splača biti influencer. Tako mi rekla, v Sloveniji se splača biti dober influencer.
Provokativno. Ja. Na koga to ciljamo? Na sebe. Aha, torej. Jaz sama sebe tako zmotiviram. Kaj misliš, da bi lahko zboljšala pri sebi? Veliko stvari. A zdaj tako psihološko ali influencersko? Ker list je dolg, tam psihološko. Danes pri terapeutu Jurij Rimanič, člani terapeut. Kaj je prva stvar, ki bi jo na sebi spremenila? Kaj je? Frizura? Ja, zdaj smo vizualno. Tako mene vizualno spremeniti. Kaj ti ni všeč, Matej? Povej. Se je povedal. Frizura ti, drugače sam to, da veš. Lepa si, stop, lepa si, alo, skecamo, stop. Ne se hecamo, hecaš, le nisem jaz nič rekel. Na člane ste me povabili 4 dni prej, grem brivcu. Z to frizuro, ško bi bila lepša. Se imaš lepo frizuro. Ja, kaj kakšen fejtif ali kaj si je cool? Ja, ful me lepo pofejda. Meni... A si ti tudi lih iz brivca? Ne. Torej, oba dva rabista frizarja. Ja. Dobro. Matej, mali, pokaži tvojo frizuro lepo danes. Ti imaš zdaj ful dolgo, ne? Ful ima lepe laske, lep je zelo. Lega. Prav tak umetnik. Res? So me pohvalili na našem eventu, Ja. lepo frizuro. Drugače imaš ful lepe lase. Ja. Zelo, a si ponosen na njih. Skr. Mislim, sem se mantral od osnovne šole in srednje, da sem našel neko frizurco, ki ni, da me pogledaš, da se mi smeješ v faco. Sem rabo enih par 10 let skoraj, ampak smo tle. Aha, ti misliš, da kad te pogledam, se ti ne smejemo faco. Je kakšen komik si ti, ja? Vsaj ne. V prostem času tudi komik. Ja, Malo tega smeha in komedije v tvoj kontent, dej. Dobro, no, gre. Kaj bi spremenila na sebi, na tvojem kontentu? Predvsem bi imela rada ful več časa, v smislu, imam čas, ampak zdaj z otrokom v resnici je ta čas, če je kakšno snemanje doma in tako zelo ni funkcionalno, ker se iz druge sobe ta mala dere, ali pa kakorkoli moraš nekaj še petati, ali pa se pogovarja. Ful bi več rada kreativno delala, ker je spet povezano s prostorom in časom. Kaj pa? Kreativno? Sam, da so vsebine bolj kreativno narejene, da je video bolj dovršen, da so ideje bolj dovršene, da mogoče... Kaj je to zate? Editing stil, shooting stil, efektiči? Čisto, efekti ne toliko, kot ne, mogoče... Ne, efekti mislim tako neki v videu, da je drugačno. Kaj v bistvu kvaliteta videa kot po kvaliteti slike, to je ena luči, druga, tretja potem... Kar je pa najbolj pomemben kreativa v videu, se pravi, da je neka vsebina, ki mogoče še ni bila vidna. Se mi zdi, da sem tega dosti več delala v čas, ko sem imela manj projektov, pa ko pač je bila Katja dopoldne v službi, pa si imel doma prostor zase, pa si lahko pač naredil izbajte, kar si hotel in pač lepo pospravil. In zdaj je to tako mečken bolj omejeno, tako da ne vem, lej, to. Kakšen mogoče pisarno, studio? Varuška? Ja. A veš, da ne vem. Ja. Ne studio, full, bodimo skromni, imela bi hišo. No. Okay. Ampak ne, veš, imela bi hišo, da imaš pol... Ali pa ful veliko stanovanje. Ali pa ful veliko stanovanja, veš, da imam odprto kuhno lepo, da je... Zdaj imam v bistvu stanovanje tako postavljeno, da tudi prostori sploh niso neki ful ustrezni za snemanje, kuhna je čist gadna za snemanje. In pol, ko z Lidlom recimo ful delam, pa so neki recepti, pa to je v bistvu tako težko je posneti. Ti je bala v kuhinji, ja. Ja. Tako to. Ne bom šla zdaj preveč globoko v svoje. Ne, vse je good point. Ja. Moraš imeti plat za snemati. Samo je drago, ne veš. Ja, se vem. Eno imeti moderno stanovanje, moderno kuhinjo, to je sigurno 350 evrov, v Ljubljani 400. Itak, ne, mislim, se to ni zdaj, a veš se, da izboljšaš content, ne rabiš za to imeti drage kuhne, pač začeti moraš par idej po boljših idejah. Tak mora biti cilj, ne? Ja, ampak to je cilj, tako, pač to so cilji, da ne želim se ostati, kjer sem. Zdi se mi, da sem na neki dobri točki, ljudje, s katerimi delam, so zadovoljni in to je, vem, da zdaj odklep moram sam še više. Ne smem nikoli iti nižje. Dobro, kje se je zdaj začela vsa ta tvoja pot? Moja pot se je začela... Dobro, iz Lulice, kot vseh nas. Res je. Na to? Kako si vedel? Sem sklepal, veš. Dobro, drugače ne, v resnici sem bila s carskim rezom rojena, tako da skozi trebuh sem prišla, si že zasral. Viš, da sem imel 50-50 in evo. Torej, kje se je začelo vse to tvoje? Moje influencerstvo. Tvoja življenjska pot, ajde, ne? Tebi so všeč pupe, kje si to kaj izvedla? Meni so všeč pupe, ko se to sliš. Kada so mi všeč nemehne punčke. Všeč so ti ženske. Tako, hvala lepa. Tako. Kdaj si to ugotovila? A veš, da v bistvu eni bi rekli, da ne pozen, meni se zdi relativno pozen, pri 16. Tako da sem imela prej fanta, bila sem tudi zaljubljena v fante. Čakaj, prej kaj pomeni to? Ja, pred 16. Torej 13. Ne,
začetek 16. sem imela fanta. Ok, srednja šola, da Tako, vemo. srednja malo šola. Okay. Pa tudi v osnovni sem bila zaljubljena, pa so bila nekaj šune, kao. Kraši in Ljubim to. te zavedno. Mm. In pa je tako vsi poročili se bova. Ne, drugače v bistvu res ne, nikoli nisem nobenega fanta ljubila. Bila sem zaljubljena, ampak pravo ljubezen sem spoznala šele, ko sem zazrla ženski v oči. Cute. Ja. Pri 16 sem pa v bistvu spoznala Tamaro, moja prva punco. In je bilo tako, no, zanimivo, ker sem bila prvič čula, zakaj si ti. Jaz sem vedela, da so njej všeč ženske. Čakaj, kako si sploh, si jo spoznala in kaj, ko si spoznala, si vedela? V bistvu jaz sem že prej, vsi mi pravijo, moja prijateljica, ki me je skozi celotno to pot spremljala, govori pač, mi smo vsi vedeli, pač ti si bila, sam pač tako smo čakali, da je že povej. In ko sem njo spoznala in sem vedela, da, v bistvu, da so všeč punce, je bilo meni to tako, wow, kar punce so ti všeč, kako nora, veš, tako kar malo si zainteresiran za to temo. Pa mi je bila pa kar ful lepa in pa sem bila s njo všeč in je meni to tako sedal, meni je bilo to kar tako, noro model, kva. In pač pa sem kar naenkrat ugotovila, da v bistvu to, da mi je ona všeč, ni tako, kad ti je pač nekdo tako malo lep si človek, ampak mi je pač huda. In ti pol, všeč. Ja, in pa sem rekla, dajmo sprobati poljubček mogoče. In, so bile iskrice? Ja. In mi je bilo tako, res je bil v bistvu poljub z žensko ful drugačen kot z moškim. Ne bi vedel. Ja, ker samo z moškimi se ti, ne? Ja. Ne veš še ne, kako je to žensko, joj. Ne, res je bilo ful drugačen. Sam, Bog ve, a veš, kaj tudi nikoli, ne boš nikoli vedel, kako je, kad se dve ženski poljubljata, ne? Ja, če si ti ženska in ženska. Ja, pač ti, ker si moški, nikoli ne boš vedel, kakšen je občutek. Ti pa ne boš vedel, kako se dva moška. Ja, ful mi je grozen. Tako da ja, no, pač bil je res nor feeling, bilo je takrat prvič, v bistvu še kaj je bilo najbolj, ne to je, mene takrat so recimo moški še prevlačali in mi je bilo tako, mi je bil moški lahko fizično ful všeč. Sam ugotovila sem, da čustveno v bistvu ne moram se toliko globoko spustiti z moškim, kot se lahko žensko. Klej pa zdaj prijeta ljubezen, ne? Tako. In klej prišlo to, da sem v bistvu ugotovila, da tako res ljubezni sem pa zmožna samo žensko. Kako si to ugotovila? To je ful zanimivo. Kako to ugotoviš? Ugotoviš, da niso isti občutki. Ne vem, pač občutki z fantom, ki sem jih imela, tako pač kar ti imaš nekoga rad. Sam ti nimaš nekoga rad, da bi umrl za njega. Nimaš unga fuck, a veš, nikoli ni tega filma, ne zdaj. Čeprav meni je to zanimivo, tako, sej tudi če ni pravi človek, katerega si zaljubljen, če recimo žensko v mojem primeru, lahko ne bi umrl za njo, I guess, ali? Pol jo nimaš dovolj rad. Ja, sam, a veš. Kako veš kaj, pol zdaj, če ne bi umrl za njo, veš, lahko je še ena ženska, ki pa bi za njo umrl. Ja, verjetno je, ne? Kako si ti vedela, recimo, sem zaljubljena v moškega, ne bi pa umrla za njega, grem prava ženska. A veš kako, meni je recimo moški rekel, da me ljubi. Ja. In jaz sem zmeri to besedo zelo spoštovala. Jaz nikoli nisem bila tako, ljubim te, pač meni je bilo to tako, mene so to učili, to je ono najvišji rang ljubezni, to rečeš, ti smo, ki ga imaš res rad. In jaz, kaj meni rekel, ne vem, moški, ljubim te, meni je bila kar panika. Ja, čak, je bilo to, eni to reče, ne vem, na drugem zmenku, ali pač to bliže na nekem relationshipu? Par mesecev skupaj in on mi je to rekel. In pač meni je bilo tako. Ja, če veš, da mu nisi v enem momentu pripravljen reči nazaj, ja, isto. Medtem, kako mi pa ženska rekla, ljubim te, mi je pa tako, ja, štekam, res štekam. Okay, zanimivo. Pa spet ni za vsako žensko bilo tako. Ja, sam itak, ja. So drugačni feelingi in pol tudi enkrat, ko sem bila z bejbo, sem ugotovila, da v bistvu z moškim ne moram več biti. Sploh ni več vse to, kar sem jaz imela v glavi. Zdaj recimo sem na fazi, ki mi je tip lahko ful hud, tako res ful hud, ampak v smislu I wanna be him, ne I wanna do him, štekaš. Tako neki je na njemu, ki ima neko karizmo, ali ima stil, ali ima, ne vem, postavo, neki je, ker bi jaz imela in mi je tako bolano, tako kot ženska reče, kva ima ta bolana bejba rit, ne? Ja, štekaj. Ampak je pa ne bi. In na isti način sem jaz zdaj v bistvu do tipov. Meni je lahko tip tako ful lep, ampak bi bila on, ne pa z njim. Ja, med tem, kaj ženske, ne? Bog, kaj kreiral ženske. Je car. Hvala. Hvala. Hvala.
Sploh si ne predstavljam, tako da me špika brada. Oba dva jo imata. Ja, to enim puncem ful všeč. Ne se verjamem, da jim je všeč, ampak Ne vem, jaz tudi si ne predstavljam, da mi špika brata. pač res ne, tako da. Če bi imel tipa, bi bil obrit, no sigurno. Sam, a veš, kaj ni res, ne, kaj tudi kaj tip obrit Poznam ženske z brki. špika. Ja, jaz to poznam. Jaz Ja, tudi. tako da, ne vem, kako pa to zgleda, tam kdo ima brke v njih hiši pol. Ja, ona. Joj, se spomnim, smo bili klinci, smo bili v enih termah in je bila ena malo večja gospa. Je imela Z dosti ljubezni. Tako. Točno to. Je imela neko kratko frizuro, ima tipo kratko frizuro do tle. Je imela uno kao čupo, ima do tle. Ne tipo tigrat glas, ima Razumem. neko čudno je imela. Sisare, ker je bila pač malo bolj večja je bila. In full on črne brke. In samo brke in urejene brke. Ja. In nam kot 10-letni klinci ni bilo jasno, kaj mi zdaj gledamo. Pa nič proti ženski, samo nam je bilo, kaj je to? Kaj je hudo, ki ima velike sise, ali je čudno, ki ima brke? Pač, kaj? Why not both? Koliko je bila stara? Ma je bila starejša, sigurno ne 40-50 in je imela moža. Si predstavljaš tako 4 klince tam, ko gledam, kaj mi je všeč ali mi? Kaj sem všeč brke ali oške? Ja, ma nema res. Smo bili mi tam v bazenu, ona je bila na žalniku in smo pač gledali. In nam ni bilo jasno, smo pravili dešifrirati, kaj je to. In bolj, ko smo videli moža, je dal ljubčka, pupa. Kaj boš imel brke ali ne? Ne, to je bilo fora, da ne. Ampak je imela cool brke, lepe brke. Samo si ti predstavljaš, da si bejba, pa imaš tako brke. Ne, se pa Se je ne grozen, more, se ja. ful nič ne moreš narediti, a veš, se Ja, ne pač da se zdaj zdaj. lahko si jih Lahko z lasersko ja. odstraniš, stari. Tudi en condition, ne lahko. Ampak imajo, ful ja. grozno. Kaj, ne. lasersko si odstraniš? Ja, jaz ne poznam vse, ampak ti pravim, ta je imela lepe brke. Ok, po tej prvi ljubezni. Ja, po tej prvi ljubezni, ki mi je zlomila srce. Te je varala. By the way, ne, samo pustila me. Ampak jaz mislim, jaz sem v bistvu prepričana, če je ženska bi ali kakorkoli. Ali pač tebe ne bi, ne? Ne, mislim, da ti ženska ful bolj lahko zlomi srce kot moški. Jaz Vem. mislim, da ženska lahko ful bolj zlomi srce kot Se strinjam. moški. Ja. Tako drugače. Žensko je, pa dobro, zdaj mogoče nisem najboljši naslov, ker nimam toliko izkušenj z moškim, ampak potem, ko sem govorila z osebami, ki so bile in tako z moškim in ženskam, dosti bolj intenzivno, ko pride do čustev, je tudi drugače energetsko, ker so ženske zelo bolj čustveno inteligentne in dostopnejše, se upravičujem, ampak je res. Ne vse, ampak velika večina. In znajo biti ti heartbreaki zelo, zelo boleči. Tako da za mene je bil prvi heartbreak, Tamara, če to gledaš. Šala Tamara. Res je bilo tako, jaz se nisem mogla pobrati, tako da sem pol po njej imela eno punco. Aha, je bila- pol si Rebound. si rekla, da to je to in si ostala na puncah. Ja, to je bilo Okej, to. okej, V bistvu ne, po Tamari sem še govorila, da sem da so mi pač všeč oba spola. Who was I kidding? Ja, dobro, mogoče so ti bili res tako, če všeč oba spola. In potem sem imela drugo punco Taro, ki, Prav na te, a? ja, pa prej sem imela Tadeja, veš. Ja. Vsa imena zdaj povedala, klem. Bogi Tadej njega skozi omenijo. On se mi Tadej, ne. Vem, da se ga še nisi rešila. Ja, res se ga nisem. Ja. In Tara je bila v bistvu zelo neustrezna punca za mene, tako zelo, tako da se je videla, da je bil res neke vrste rebound. In potem sem bila samska, sem malo harala naokoli v svojem prvem študentskem letu. Kaj si študirala? Socialno delo. A pa je to? Veš, ali Ja, socialno delo. Ne veš, kdo so socialne delavke. Unetete na CSD-jih, ki jih vsi sovražijo. No, okay. Ne, se v resnici niso. Pač malo za kontekst za to. Ja, Niso na CSD, sovraži jih pa ja. Ja, ampak ne, problem je to. Problem socialnih delavk je to, da zelo veliko slabih socialnih delavk gre delati na CSD. Zelo veliko dobrih socialnih Kaj je delavk. CSD? Center za socialno delo. Tako. Zelo veliko dobrih socialnih delavk gre delati drugam in jih nikoli ne vidiš in o njih ne slišiš. In je žalosten, ker pa vsi mislijo, da je socialno delo tako en full gaden šiht, ki so pač zagrenjene ženske, ampak ni res. V bistvu je full lahko lep job, ker pomagaš lahko mladim, ki so odvisneži, mladim, ki izgubijo družine. Tako, ful imaš, ne vem, rešuješ familije, otroke iz neustreznih
familiji in tako naprej, lahko si tudi terapeut družinski, kakorkoli, ful enih stvari, kaj delaš, ukvarjaš se z rejništvi, starimi, mladimi, ampak je tako, kar na enem takmu slabemu glasu socialno delo. Ne vem, študij sam je bil res lep v bistvu, učili smo se, kako ustrezno komunicirati z ljudmi, za kar sem jaz noro hvaležna, pač čist na ta način imamo 2 ušesa in 1 usta z razlogom, največ poslušaj, ne govori, poslušaj aktivno, poslušaj aktivno. Tako, da v bistvu vse te vrednote, ki bi jih mogel vsak oziroma znanje imeti, da si dober človek in da če si z nekom v pogovoru, da si tam in da mu pač nekaj daš. Tako da zato sem zelo hvaležna, ampak socialna delavka pa verjetno nikoli ne bom. Moj dolgoročni... Si provala? Si delala? Ne, delala sem prakso, delala sem v bistvu 3 leta v mladinskem... Socialna delavka na socialnih Okay, nekako si se našla. Skoraj. Delala sem prakso v bistvu v mladinskem centru in to mi je bilo top. To mi je bilo the best. To pridejo oni fajteri in taki, ne? Pridejo mladi, tako, ker nimajo, velikih nima doma čist pošlihtani stvari. In tako, to je ena taka stvar, ki sem se ful videla noter. No. Sam, nažalost, je to grozen urnik, je ponavadi sam popoldne in je tako, če imaš ti familijo, kdaj boš od enih do 8. Kdaj boš svojega vzgajal. Ja, tako. Plus zelo slabe plače, ampak je pa res tako cool. Tam si z mulci se družiš in v bistvu si kakor na način njihov friend, sam s friends ful znanja in orodjem, da je znaš voditi v to. Pa se jih da verjetno ful rešiti te otroke, ki mislijo, da je konc sveta, verjetno pa je v bistvu en simpel pogovor, verjetno lahko mu reši vse probleme. Mislim, ja pa ne. Kakšen? Veš kaj je problem? Problem je, da otroci, ki jih označijo za problematične, se nad njimi v šolskem sistemu ponavadi dvigne roke v luft. V mojem svetu se mi pa zdi, da so to ljudje, ki najbolj rabijo pozornosti. Je to prav ali ni to prav? Ker meni se zdi pač, ni zdaj naloga od učitelja, da ga vzgaja. Sigurno ni naloga učitelja, da ga vzgaja. Učitelj je tam, da ga uči. Ne, sigurno sej je res, ampak je pa naloga učitelja, da mu da priložnost, da ga uči na način, ki bo njemu ustrezen. Se pravi, problem je to, da ti si naučen, kako učiti in naučiš, najlažje je pol gledati eno zvezdo v razredu, ki mu gre najboljši in ga poveličevati in kako sem ga dobro naučil, da je zdaj on zmagal na matematičnih krožkih. Pomaš pa enega mulca, ki doma, ne vem, ga recimo foter pretepa in zganja neke fore v razredu in ga ti nadereš in delaš v bistvu iste stvari, ki jih dela foter doma in se ti ta mulc odziva in ti ne veš, zakaj je taka reakcija. In ti vse, kar moraš narediti, je najti nek način, kako biti v komunikaciji, kako si prislužiti spoštovanje učenca, da lahko z njim delaš. Na koncu dneva pa ja, nisi tam, da ga vzgajaš sam. Če imaš to možnost, da nekomu daš, da je poslušan. Jaz recimo sem delala z enim mulcom, ki je imel res gadno zgodbo za sabo in je bil zelo agresiven, tako vulgaren, groza, 12 let je bil star in jaz sem z njim bila v pogovoru v bistvu na istem nivoju, ki je bil on z mano. Če bi on z mano vulgaren, sem bila jaz vulgarna nazaj. Ne v smislu, da bi ga ponižvala, ampak v bistvu v smislu, da sem uporabljala njegove besede in na nek tak način se mu približala. Čakaj. In ko sem jaz njemu prvič, ko je naredil nalogo pravilno rekla, da sem ponosna na njega. Stari, ki je on to slišal. Ki je on prvič slišal, da mu je rekel, da je ponosen na njega. On je bil tako. Kva? Pičko mater. Hvala. Ja, in si tako. In jaz sem se pa vedno trudila, da sem rekla, lej, to, kar delaš narobe, oziroma neustrezno ravnanje, to nisi ti. To, da si ti agresiven v razredu, agresija, to nisi ti, ne vem, recimo Mark. To je samo nek vzorec, ki prihaja za tabo. Ti si zelo super fant, ti si zlat fant in vedno sem iskala neke dobre točke, dobre stvari, ki so jih delali. Se zmislim, lej, don si pa vsem pomagal enemu kolegu Ernest. To je bilo zelo nesebično dejanje. Lej, ti si dober fant, ti si zlat fant. Sem pač tukaj v ozadju, je pa še en tvoj prijatelj, ki ne bi smel biti prijatelj, ki ga mu rečemo agresija. In mi dva morava narediti, da to prijateljstvo se konča, ker za tebe ni ustrezno. Ne? Temu smo mi rekli eksternalizacija problema. In a veš, razložiš na nek tak način, ker otrok, velikrat se reče,
da je otrok zaradi nekih vzorcev, ki jih ima, to zdaj on. On je agresiven. On je agresiven tip, on je agresivnež, on je nesramnež, on je pa se lahko, da vse stvari so narobe, sam nikoli se pa noben ne vpraša, a veš, to so otroci, to so 12, 10, 11 stari otroci, pač ne moreš kriviti njih. Iz kje to pride? Seveda ne smeš dopuščati, sploh če pride do kakšnega nasilja v razredih in tako naprej, tega ne smeš dopuščati, ampak problem je, ker se noben tega ne zna reševati ustrezno. Mislim, mogoče na šoli bi mogel biti nek tako socialna delovka. Vse so, sam spet niso ustrezne, ne? Ampak, ne vem, jaz se spomnim tudi ni bilo neki mi všeč bila ona. Mi smo ne vem, imeli psihologinjo in vsi taki problematiki so šli tam. Ta psihologinja in pol, samo si imel občutek, da te bo napisala in poslala ravnateljici. Pač vsi, jaz nisem šel, vsi, ki so šli, so rekli, to je ful jako, tako, sploh mi ni napisala, mi je dala bombon in sem šel nazaj v razred, jako. Kaj se spomnite, da ko ste šli k ravnateljici? Jaz se spomnim, da smo k ravnateljici. Jaz sem šel enkrat. Jaz nikoli nisem šel. Lahko vem, zakaj sem šel k ravnateljici. Smo lahko, ko smo imeli tipo med odmori, smo lahko šli v telovadnico in se igrali z žogami. In jaz sem se neki, smo se te žoge igrali in smo se neki odločili, da bomo neki žogo metali žogo. In jaz sem zadeval eno punco v očale in razbil očala na faci. In potem smo se mogli to se ni bilo za nalaž, da smo jo zadeli v očala ali nekaj, ampak pa se je zgodilo. Ne? In pa se mogli ravnati. Zdaj te poslali k ravnateljici, kakšen si? Pa smo šli eni trije, ker smo vsi trije. Vsi trije ste vrgali eno žogo. Ja. Ne, vrgujeno. Po nesreči slučajno. Po nesreči slučajno. Ne veš kaj, ciljali se vse, zadev je samo Jures, da se pol vsi mogli iti. Ful je lepo, ko imaš eno avtoriteto, naprimer v šoli, ne učitelja, kot si ti rekla, da te pohvali, da te razume, ampak res moraš kot učitelj, vsaj meni se zdi, vzpostaviti neko spoštovanje. Pač to moraš biti tam in zareč. Vso to vzgajanje najbolj ta socialna delavka na šoli. Pač učitelj je tam še vedno more primarno predati znanje. Sej so načini, kako in ne veš, če vidiš, da uni za nalašč je malo tak grob in tako, njemu malo to drugače, ampak ni zdaj pa to na meni, ne moraš, ne vem, vsaj jaz to vidim, da vsaj večina učitelja stari so premalo plačani in nobenemu se ne da s tem ukvarjati. To je res, po drugi strani pa jaz mislim, da bi mogel predajati znanje tam, kaj ga nekdo rab. In zdaj, če imaš ti v razredu, ne vem, učim matematiko in imam jaz pač par unih ljudi, ki vidim, da bojo geniji za matematiko, super, jaz sem jih zdaj naučila matematiko, pa imaš pa par teh ljudi, ki itak vem, da verjetno matematike v lifeu ne bojo rabili, ampak če jim bom pa jaz dala nekaj druga, kanček nečesa druga, bolj človeškega in pa lahko spremenim zelo veliko. Jaz se strinjam, učitelji so premalo plačani predvsem in imajo premalo znanja, to je sploh. In ja, se strinjam, mogla bi biti nas socialna delavka, kakorkoli, ampak svetovalna, ampak tudi ne v smislu, kot je zdaj, kakor jaz imam pisarno in če rabiš pomoč, pridi k meni. Ljudje ne pridejo po pomoč, razumeš? Ti moraš videti, kdo rabi pomoč. In tudi ne hodaš ti do njega in biti tako, kaj je narobe, da povej mi. Ne? Ampak, ne vem, to bi mogel biti, da bi mogel biti, ne vem, da bi bil nek friend, ki je pač izobražen v šoli in med odmori čila z dijaki. Ali pa s osnovni šolci. To je tako ful, zveni tako ful dobro ideja, ampak nerealistično. Ja, ne veš, da bo neka kulska kao, kdaj je lahko kakšna psihologinja bila kul, vse so bile vedno Itak, da ni, vse zato pa pravim, da te stvari ne funkcionirajo. Ne? Ampak lepa gre po mojem samo za respekt. Mi smo imeli enega profesora iz matematike, od najbolj pridnih do najbolj problematičnih, so bili tiho, ko je on predaval, zato ker smo ga respektali. Kako je on bil do nas, smo ga pač respektali, njemu noben ni delal probleme. In moj stari je celo, vem, in eni kolegi, starejši 10 let od mene, so ga še vedno njega, tega starega profesorja imeli in so rekli, če temu profesorju, kdo je delal frke v razredu, so študenti z unim obravnavali, zato ker so rekli, ne boš ti našega profesorja drkal v glavo. In pač to spoštovanje tako ti, da dobiš do učencev, dijakov, takrat si učitelj in po moje, kome takrat lahko ti neki poveš in daš naprej. Meni se ful zdi, da tako, ko se zdaj učimo v šolah, pač bi moglo biti drugače. Mislim, to ni, evo, jaz sem imel zdaj odličen primer. Jaz moram zdaj narediti eno seminarsko. Ne? In sem rekel profesorici, profesorica, kaj pač lahko vi meni samo tle naredite kljukco,
Zakaj se moramo delati jaz budala, zakaj se moraš ti delati budalo, zakaj se moramo tle delati budalo. Ti boš meni zdaj dala to temo. Jaz sem mi rekel, fac, ti mi boš zdaj dala to temo. Jaz sem šel na internet, odprl Wikipedijo, vse bom prepisal in ona mi je še rekla, ja in kaj še ChatGPT boš uporabil. Točno to bom naredil in to bom naredil v 2 minutah, ma si bom še eno mogel vzeti 2 minute, jaz ti jo bom dal in oba se bova delala, kot da sem jaz to napisal, kot da mi je mar in kot da je zdaj tebi za to mar. Zakaj tle mi ne moremo to pač spremeniti? Zakaj pač, če veš, da rabim, mi daš kljukico in čau? Zakaj? Zakaj? In to je lik to. Ker pač ta sistem šolski je zastarel in tukaj nje. Dobar, sam brez nič ni nič, ne? Čeprav meni je bilo zanimivo, nekdo je rekel, ne vem, ki sem to slišal, da, da so nas tako učili v šolah, kot da gremo delati v tovarno. Veš, da imaš urnik, toliko časa moraš pisati, to, kar ti nekdo ukaže, moraš delati, veš, da te učijo v bistvu zato, da si pač... Ja, se res. Ja. Pač jaz bi drugače obvezne debatne klube dala noter. Jaz bi rekla, da je vsak dan 1 ura debatnega krožka. O čemarkoli, o lajfu, ampak da razred debatira, da se o lajfu pogovarjaš. Pač folk pride iz srednje šole in nima pojma, kaj je life, kako se plačuje davke, kako pač ničesar ne veš. Ti veš, kaj so vektori, ti veš, kaj je napisal Prešeren, ne veš pa ničesar v lifeu. Pa vse to so stvari, ki so pomembne. Ampak... Je treba najti neko umestno. Ne to, kar je zdaj, sigurno je neki v redu v tem, kar imamo zdaj in treba je najti nek kompromis. Ne kompromis treba najti, da pač se naučiš na vseh področjih. Vse to vedno bolj ljudje se zavedajo. Vse te mlajše generacije, itak so bolj pametni od nas. Veš kaj, pač osnovna šola še vedno pač ona ti da osnovno znanje, da imaš splošno znanje. Da veš, kje je, moja šolka stari ni vedela, kje je Amerika, ona pokazala na Azijo. Kaj je lepa, je mislica? Ne, je stari grozna. Pač pravim, tako znanje to pač moraš imeti. Ženska 8. razred geografije ni vedela, kje je. Pač, to pač moraš znati, to znanje šola ti mora dati, da nisi glup. Ampak pol pa za naprej... Čeprav veš, ljudje se sprašujejo sploh, če je zemlja okrogla, ne pol... Ampak za reč, jaz to priznam, to sem že povedal, jaz sem preplonkal cel moj 4. letnik. Maturo sem naredil fair, ampak cel 4. letnik sem preplonkal. Lejme zdaj! Kaj danes podcast imaš? Snima podcaste, ja. Snima podcaste in na TikToku popravlja avte in prosi, da vzamejo telefonsko in si šprica po šefi vodo. Kaj sem zamudil? Kaj sem zamudil? Nič. Lahko bi vedel ful več. Lahko bi ful več naredil. Jaz sem takrat... Lahko bi imel že podcast prvi v Sloveniji. A ja, vsega že imaš. Jaz mislim, da bi tako, jaz vidim tako, šole jo moraš narediti na nekem, ne rabiš, veš, Paretovo pravilo, 80-20. Če vložiš 20% truda, imaš 80% rezultata. Torej, da imaš 1 trojko. Ja. Ostali čas pa nameniš svojim interesom. Samo to ti bi mogel nekdo povedati, ko si otrok. Ful bi rad imel možgane zdajšnje v osnovni šoli. Pač tipo, 1 je bala, da imaš 2 si loser, 3, ajde. Za 2, a tudi 2, če imaš kašen. 3, koga je na koncu, kad te kdo vpraša? To je res drugačno, Ben. Pustimo to šolo, naj bo, kar bo. Res je. Se boš ukvarjala tistem, ko bo tvoja ta mala dovolj stara. Ko me čakam. Kaj bo homeschool, ne? Ne vem, kaj bo. Joj, daj nehi, to je še ful naprej. Koliko je stara zdaj? 6 mesecev. Uf. Kako je? Ti boš na matiki, bo tako, 64 mesecev ima. Ja, ne bom. Absolutno, jaz bom na mami čak. 4 leta ali 2? Ala, moraš vedeti, koliko imaš starega. Kako je biti mamica? Čak, dej počasi, stop, so imeli lepo rdečo nit. Kje se je zdaj zgodilo? Tara, mamica. Tako, počasi. In po tej Tamari, dej si kam, kako je peljala tvoja življenjska pot? Katjo. Ja, ne, Katja je tu študirala na socialnem delu. Torej ste se tam spoznali. Tako smo se tam spoznali, res je. Ona je bila 2 leti starejša od mene, mislim, je še vedno. Starejša. Še vedno. Tako da smo se spoznali. Starejša, a? Ja, vedno sem imela starejše. Okay. Torej one so imele vedno mlajše? Ja, jaz se nikoli nisem niti ljubčkala z mlajšo. Ja. Ne vem zakaj. Rada imam ženske z izkušnjami. Vse to, če je starejši, ne pomeni, da je bolj izkušeno, da ga šta mlajša. In tak, da ne. Vse strinjam. Lahko potrdimo. Tako da, potem se je pa Katja zgodila, tako kot vsako lezbično razmerje, so se stvari zelo hitro premikale dalje. Zakaj je to? Zakaj se je to zgodilo v lezbičnem? Zakaj pri geji in lezbičnem svetu je to... To sta čisto. Jaz mislim, da zaradi tega, ker... Ni tega dvoritvenega plesa. Jaz mislim, da to... Ne, da pač to so ta čustva. A veš, to je ta čustva, 2 ženske skup. To je tokenga
pogovarjanja in tega in pa si kar štekam. Mislim, da moški malo zaostajamo, predno prije do ženske, pa rafi na 3-4 mesece, da se kaj Ne, jaz res mislim, da je fula razlika. Drugače, tudi v čustveni inteligenci, da je fula razlike. Tle gre samo za namige. Samo za namige. Ja, ženske dajo neke subtilne... Mogoče. Ne, to se strinjam. Jaz sem zelo velik pristaš dobre komunikacije. Zelo jasno mi povej, če ti pač kaj ni. Če ti rečemo, si ok, pa si tako, ja, pa si patečna, to je tvoj problem, ker sem te vprašala, kako si. In si rekla, to deluje samo v teoriji, ne v praksi. Ja, ampak pač to je, no, ampak realno, veš. Tako da, nazaj, če se vrnemo, tako da sva se spoznali in jaz sem rekla, Kati, 4 dni potem sva se spoznali. Hopa, cupa. Se ne upaš prijeti k meni domov. Rekla, to so neki psihološki triki. In je rekla, ja, upam. In je prišla in je 4 dni vstala. To pa je upala. Si jo spustila, nisi jo spustila ven? Ne, zaklenila sem jo v Maro. Ne, v Maro, ne, nazaj. Put her back in the closet. In pol leta kasneje se je že vselila in to je to. Hitri ste vi. Veš, kako je bilo? Ona je stala brez... zdaj? Dobrih 8 let. Pa 4 bova poročeni, ja. Ona je ostala brez stanovanja septembra in je bilo pa tako zdaj, a se iščem... Zato je ostala 4 dni, ker ni imela droge. Takrat je še imela place. In pa je rekla, fuck, I mean it too deep, fuck, this is my Ful lepo mi je s tabo tukaj, a lahko stavim še kakšen dan. Ne, to je bilo prej, potem to je bilo tako, spoznali sva se decembra, januarja, potem septembra. Ja, je zeblo, ja. Ja, je zeblo. Septembra je bilo pa v bistvu tako, da se je začela novo študijsko leto in ona ni imela plejsa in je bilo, ali grem iskat nekaj svojega, ali pa pač probava. In jaz sem bila tako, probiva, itak slejka prej bova živela, verjetno. Itak sem ne bo iskala stanovanje, v vsakem primeru. Če da šlo, pač bova na istem, kar smo zdaj in to je to, ne. In bolj pač je rekla, toplo imaš, hrano imaš, ostala bom. Tako dobiš žensko, te dva, ok, toplo. Ja. Hrano, ok. Rečem, pridi punčka, toplo imamo v hiši. Ja, to Jure Lih, če reče, pridi punčka, imam toplo v hiši in ne dela, veš. Ok, in v vsem temu kaosu si ti našla socialna omrežja. Res je, ja. V bistvu socialna mrežja so našla mene. Ko si globoka. Hvala. Ja. Vem. That's what Katja said. Veš kaj, nisem rabila na kakšen šov za to, da so socialna mrežja našla mene, so me našla zaradi mojega lezbištva. Nisem rabila noben šov, veš, kot mislim da ste prepoznavnost, ja. Tako da ne vem, to si je rekla, kot da na nas zmečeš. Ko čakaj, kaj smo bili še šovu? Ne, no, sam koga ne gledam v kamero. Ja, ko nazivaš nekoga, ki nismo senjure. Gledamo kamero, ok, se upravičujem, ne bomo ponovili tega stavka. V bistvu je bilo tako, da mi dve sva se ful na začetku slikali z Janoš Nuderl, ki je dosti priznana slovenska fotografinja. In so te slike ful zaokrožile povsod in kar naenkrat Kaj pomeni povsod? Povsod po Sloveniji? Po Sloveniji in po svetu. Mi, da so bila recimo najna poroka, je bila 1 leto v Elite Daily v New Yorku med 12 najlepšimi porokami tistega leta. Ok, to je flag. Kakšno poroko si imela? Tako pač normalno, ampak ne vem, ful so bile lepe slike, jaz sem jokala, veš, in so bile tako pač kulski momenti ujeti. Hude si bilo oblečena. Da sem bila? Lepi ste bili obe dve. Te slike nisem videl, mogoče na hidro se ne spomnim. Ja, sem šel prečekirati, ste bile lepe. Zdaj ne vem, a ti si res šel? Ne, jaz mislim, da sem videl. Obleko črno, neke bele bela srajca. To misliš, polno sem jo pomila, pol po poroki. Ne, na poroki sem imela sivo. To je bila pa, una je pa ful huda obleka. Uno obleko sem si pa na Tajskem dala po meri narediti. In zdaj sem rekla, da bi, če bi šla kdaj nazaj na Tajsko, bi šla s praznim kovčkam in same na 4 obleke bi si naredila. Stari za 100 evrov mi je naredil tako kvalitetno obleko. Gorda vše etiketo. Kje na Tajskem? Vse ti da. Pa to je bil ta najdražji, ki sem ga najdla, ker sem lahko ne upam. Zdaj, ker enemu dati za 40-50 evrov, bom dala temu za 100. V 48 urah ti jo naredi, pa kar hočeš. Ti mu poješ vse. Noter hoče imeti tok žepov, hoče imeti tako barvo not, take šive, hočem tok dolgo, tak stil, pač to je prizadeto. Dela je tudi punce ali samo obleke? Nažalost samo obleke. Kje je to, na Tajskem? Ja, povsod na Tajskem. Povsod na Tajskem, ok. Kamorkoli greš, ful prodajate obleke in je pač noro. Zdaj bi šla in bi sam tako kupila
par tih oblek, tako res sik. Tako da ta obleka je ful zakon. Ampak una pa je bila siva, le? Ja, una mi pa ni bila v bistvu všeč in če bi se še enkrat... klasična je bila. Ja, imam tako, ne vem, nekaj mi ni bilo tako, da če bi se še enkrat poročila, ne bi bilo tako, no. V glavnem, te slike so potem šle viral in kar naenkrat je začel Instagram rast, spomnim se, da sem imela 5000 sledilcev in je bilo tako, what? Kar iz nekje... To dosti za une cajte. Ja, pa tudi tako, iz nič so prišli, veš, jaz nisem nič delala, jaz nisem nobeni story objavljala, ničesar. Leto, kje govorimo? Zdaj je bilo to... Reci, piši. 2, 5, 6. Kaj s tabo, pa koliko pa ti misliš, da sem jaz stara? 45. Ne, no, 2017. A ja. 2018. Ja, fuck, 2018. Če si 3... A ja, Koliko sem ja. jaz Prišel stara, v Jure? YouTube, stari. Kaj? Koliko sem jaz stara? Koliko sem jaz stara? Malo čez 30. Ja, 31, po mojem. Koliko pa ti rečeš? Malo čez 30. Koliko je to malo čez 30? Lej, 28. max 34. Ne, ti si starejši od Jureta. Ma zadnji smo klepetali. 31, 32. Okrog 30, plus minus Ja. 30. 28. Sem, v žiru Jureta, ja. No, plus Mlada minus. pupa. Dobro se Ja, držiš. 28 si. Tvoja leta in imaš že otroka. Daj bomo tvojega dočakali. Bomo videli. Ok, pol te slike so pokrožile. Ja, in v bistvu pol sva bila mi dva v Ameriki, delali sva par poletij v Ameriki in je tudi to nekaj svojega naredil. Kaj, par? Par poletij sva delali v Ameriki. Par poleti ste Ja. tam. Tako da pol pa v bistvu se je začel tako, da sva se mečkem bolj začeli družiti z parimi influencerji, katerih ne bomo imenovali. In pa so moje številke zrasle in enkrat, ko sem prišla na 90 000, sem začela objavljati storije, ampak tudi tako en story na dan, mogoče tako čist nek random update. In pa kar padeš not in pa sem kar padla not in je folk vibe moj lifestyle, to ni bilo nič promocijsko ali pa karkoli. Na tej točki je bilo pač vse tako lifestyle, zajebancija in pa sem mi začela pisati podjetja in meni je bilo kar tako weird, kako to funkcionira. Pa je bilo pa v bistvu, zdaj smo se pogovarjali dobre 2 leti nazaj, prvo veliko sodelovanje, ki se je pojavilo, je bilo z Lidlom. In oni so mi tudi prvi tako ponudili legit cash in meni je bilo to tako, kar denar model za to, da kle se snimam, pa to je to. Jaz sem takrat še delala sicer v trgovini študentsko. V Lidlu. Ne, v Lidlu. Tam so jo našli. Tam so me našli. Ne, Imamo kakšno influencer, veš, na kar. Ne, to nabraja. Imamo kakšno influencerko. Blagajna 3, 4, 2, vi kakšna. Tako da je pa se pa začel odpirati in je kar tako začel teči. Pa je tako vsaka prelomnica in nekaj. Pa je pa, veš, pes pršel, pa fula rastejo sledilci, zanosile, rastejo A pa si rekel, kako bi ful zrasli, pa otroka, ne rekla. Ja, veš, pa sem tako, daj za nos, Takrat so ji padli, pa je mogla. Ja. Članka bila v Ameriki. Da fakt je delala v Ameriki. Je delala. Kako je bilo v Ameriki? Delala poletja. Dobro, to si rekel, kot da pač je delala na plaži. Ne, bolano je bilo. Vsak dan je... Mi dva sva bile v Vermontu, ki je v bistvu state, ki je ful podoben Sloveniji. Okay, po obliki? Ne po obliki, po naravi. Tako ful ima jezer, ful ima gozdov. Ne. V bistvu na meji s Kanado, tako da je tak kanadski. Maple trees in to. To ni nujno, da je mrzlo. Mrzu. Ja, kar drugače. Mislim, polet ne, no, ampak ja, drugače pa mrzlo. In sva delali v kampu z mulci, tako da... Ta socialna dela, ne? Ne, to je bilo pravno tako, kot v filmih vidiš. A veš, ko so ti kampi, ko pol veslaš, pa imaš športe v vodi, pa pač to, bolano. Tako da sva to delali in je bilo to, po vsak let sva pošle še malo po Ameriki, naokol. Tako da Amerika je zakon. Mislim, je pa ni, ne bi živela tam, je pa definitivno to tako bolana država za raziskovati. Vsak state je nekaj čisto svojega, ponuja fulenih. A veš, kad ti si tako Amerika in si pol New York, LA, te stvari pa, se New York je ful lep, LA, ful ni nič posebenega, Las Vegas, brez veze, ampak ima pa pol, ne vem, Amerika ful drugi stvari, kad so nacionalni parki in tako naprej, kad so pa res, res lepi, no. Imaš kakšno hudo zgodbo za deliti? Ej, trgač, stari. Kaj se ti je pripetilo, no, povej. To je kar wild, tebi dajo kanuje, in ti imaš hrano za 6 dni, zemljevid iz točke A moraš do 6. dneva priti do točke B. In pač ti si sam v naravi, tako in omidala v nowhere, s 6 ali 8 punčkami
in skrbiš za njih in odgovoren si za njih. Greš z 8, prideš 6. Ja, sej. In ti moraš stari na dan veslati unmu kanuju, da priješ od ene do druge točke tudi po 8 ur, razumeš? To je tako hard work, da ne govorim, da je vmes zemlja med enim jezerom in drugim in ti moraš kanu na roki, na ramah nest, po 2 kilometra, recimo. Fuck. Čakaj, in otroci? One nosijo. Ja, tudi veslajo. Svoj kanu? Ne. Ja, seveda. Čekaj, in kaj? 13-letnica že sama nese kanu. Ne, samo 12-letnice sta še 2 na en kanu, 13-letnica. In to je tako, da ga en poseben način je, kako ga naložiš in pa imaš tako noter roke v onem modelu in ga v bistvu balansiraš cel cajt na ramah in to toliko boli, da punčke, ki to delajo, jokajo. Ampak to je tako dosežek. To je dosežek, da ti 1 kilometer pri 12-13 letih neseš kanu. In to so te dosežki, ki jih to Matej zdaj ne more nesti. In je pač noro. Pač ne, mi ko smo kajak treniral, pa to ni isto. Kajak je težje, po mojem. Ja, smo pač šli iz vode na rame in iz vode do, ne vem, tam kontejnerov, ki smo jih dali notri, ono je bilo težko. Ja, ma kajak, veš kaj, uniki s frajeri so imeli, veš ono, bolj ko si bil profil, lažji kajak si imel, kar ful ni logično. Uniki so imeli kajake za 2 jurje, one karbonske, ne so ga tako. Mi smo ponosili une pizda, stari 100 kilo. In ti si mogla skrbeti za vseh 8 otrok in gledati, kje so, ko si ti veslala. Ja, pač, ta voda je bila mirna. Brzice, kako to zgleda? Če jih je 8, ne, brzic ni, to so mirna jezera. Brzice se pri 14-letniki začnejo. Ne pa medvedi? Čakaj, to je ta zgodba, ki jo bom povedala. In je fora, da imaš tako en kanu, ki je pač ena stafovka, pa ena ta mala, pa sta 2 kanuja za njo, pa zadnji kanu spet ena stafovka, pa ta mala. Okay, se pravi, v bistvu ne moreš izgubiti, ampak se lahko, ker veter piha na odprtem jezeru, to ni jezero Blejski jezer, ampak jezero morje, ne vidim ne levo, ne desno kopnega, grozen, pač kdo začne pihati, stari moj. Škoj, to so valovi, to se kar ne premikaš, ti kar na mestu. Ampak to zarečete vedno ob bregu veslali? Ja, drugače ja, ampak tudi čez, če moraš pridati. Tako da to so kar tako fizično naporni tripi, zelo in psihično zelo naporni. No in pač fora je, da v Ameriki imajo črne medvede, ne, black bears. Ki, by the way, niso tako zelo nevarni, čeprav statistično ubijajo največ ljudi, ampak niso tako nevarni, ker oni niso branilci, veš, tako rjavi medvedi, ki so počutijo ogrožene, pa se branijo, ampak so ful požarešni in oni vse, kar delajo, je posod iščejo hrano. In mi tam, ne, z unimi zabojniki hrane. Sicer so ful zaprti pa vse, ampak pač mi imamo tam not za 6 dni hrane, štekaš, pa meso, pa ne vem kaj vse. In nas ko so v kampu, ja, če pride pač black bear, sam imejte, ne vem, neke ponve ali neki, ful delite se visoga pa glasnega in grejo stran. Sam, a veš, pa si tako, kdo spi s ponvo? Pač, a kdo spi s ponvo? Ne, stari moj. In jaz po noči se zbudim, mi dve tam spiva v unmo šatoru, mi dve so bile na eni strani kampa, to so bile tako, ko si videl, da je neki, da je pač lahko imaš par šatorov gor, si tam parkiral se. In mi dve na eni strani, ta male na drugi strani. In jaz tako slišam, ful velik log se je premetaval. Tako pa vedela sem, da to je bil tak, stari, to ni bil, mogel biti rakun. To je bilo res težko. In jaz tako poslušam in tako tum, tiste ful igra, veš. In jaz slišam zabojnik naš, kako se ga odpira, veš, Pač, jaz se spomnim, da moja prva misel je bila, če zdaj menstro dobim, se bom ubila, ker ne bom mogla ven zamenjati ložka, pač. Res prav tako sem bila, I can't. In jaz budim mojo stafo, ko so voditeljco whatever, mi dve sediva srečo tora, čist presrane, tako. Zato bi lahko pojedli otroke, vi bi sedeli tam. Ne, oni so, ja, jaz poslušam, a se kdo zbudil, ka pač, a se predstavljaš, da otrok ven pride? Pa moram jaz ven, stari moj. Pa smisel, da boš ti šla ven, mi pričakoval. Ja, ne, čakaj, ker jaz poslušam, kje zdaj ta medved je. Jaz slišam, da je pri nama, ne, ker pomeni, da ni pri otrokih. Je lahko so frendi. In jaz tako pač poslušam in pa slišam, da gre do vode in slišam, da po vodi hod in pa spet slišam, da pride in ker naenkrat slišam čist pri šotoru, tako. Torej je bil medo. Ja, stari. Si ga videla? Ne, nisem vam pogledala, ampak in jaz sem la samo no, I can't. Mi dve sediva še na uro srečo. Torej pa je šel, ni ga bilo več. Pač če sem se celo noč tresla. A je pojedel kaj? Ne, in zjutraj smo prišli in je bilo ful popraskan sicer, pa ta log je bil čist razmrcvarjen, tako da so bili krempli. Ni pa mogel not v škatlo pridati, zato ker je zaklenjena. Edin, kar je naredil, je, da je očitno čist mehen košček od salame
vrečke ven gledal in je on to vlekel ful ven in je bilo razmrcvarjena cela ta vrečka po tleh, ker je pač uspel potegniti ven. Pač presrana. Čist. In kaj vas ni mislim, kako da vas ni napadil? Se to je to, oni nič tep nočijo Blackberry, oni so ful presrani. On pač itak, on je uno hrano vohal, on je uno hrano hotel, je ni mogel dosežiti, ni nič mogel in pač pol je šel, ne, ker ni nič... Bi rekel, lahko bi popizdu in se spravil tlek. Ja, sam, ker oni ne jejo tega mesa kot človeškega mesa, pač oni jejo sadje, zelenjavo, tako pač oni so res oni so kao veliki rakuni, štekaš, požrešni, neumni, ampak full scary, jaz sem bila kar tako se vi hecate, to je kao normalno, da zdaj jaz klesam s 6 punčkami in je medved. Ti bi mogla... Ja, hoj znače 6, nisi šlo pogledat. Ne, se pa sem zjutraj tako, a se je kjera kaj zbudila po noč, pa tako ne, jaz tako... Tamare ni več! No, ker ta najstarejše punčke, pri 16 letih, imajo pa izlet v Kanado za 31 dni. Grejo. To je pa next level, to je pa tako, da je sred poletja sneg lahko in so tegale medveda, polarnega medveda v snegu videli. Ok, polarni med pa te poje. Ja, to so pa krvoločneži, so ga na drugi strani reke pa plavajo, ne, videli. In to je bilo pa full creepy. Pa v fantovskem kampu jim je že medved uničil en kanu, pa tako da te zgodbe so stari kar tako, moraš biti malo. To je dobro, za stara leta. Až kako je bilo recimo na enem izletu, ne mojemu, je na punčka ni vedela, da je alergična na čebele in je pičila čebele in je v trenutku je nehala dihati. In so ji dali 2 epipena, da je jo čupali in pol so mogli, veš, ko je mogli biti, ena stafovka je ostala s punčkam, ena je stafovka vzela to bolno punčko, pa še eno punčko, da so veslali do najbližjega signala, da so poklicali kamp, da je trajalo par ur, da je kamp prišel, da so poklicali ambulance, da je ambulance prišel, so jo pelali v bolnico in pol je ona mogla nazaj z uno punčko se vrniti. Zakaj pa je vzela eno punčko sabo? Zato, da je lahko prišla nazaj, ne? Ker da je veslala lahko, se pač 2 rabaš za veslati kanu. Za družbo. Dobro, lej, Pol, prijemo nazaj na tvoje influencerstvo. Aha, še kar smo tam, Ja, kdaj si to pa rekla, finalno, to je moj job, to mi plačuje račune? Že da je bilo to lani oktobra, sem odprla svoj SP, sem nehala delati študentsko, sem rekla, to je to, takrat sem tudi izdala knjigo, vedela sem, da imam v projektu vina. Povej nekaj več. Neč, to je moja pesniška zbirka z naslovom Tebi in drugim. In je v bistvu knjiga, ki je nastala čistko, nikoli v lifeu nisem mislila, da jo bom spisala. Spisala je, ker sem imela eno malo težje obdobje za sabo in sem se mečken v to moderno poezijo vrgla, se prav zelo preproste pesmi, zelo easy razumljive. In vsaka pesem je v bistvu pisana za nekoga v mojem življenju. Nobena ni pisana tako, razmišljala sem o nečem in je bila napisana, vsaka je striktno, vem, komu je pisana. Ne, se eni imajo več pesmi, veš, ne vem, jih je recimo ful noter za Katjo ali pa karkoli, ampak tako, za vsako točno vem, komu je pisana in večina ljudi nisem povedala, katera pesem je za njih, ne se vsak najde v njej. Tako da zato je bilo z naslovom Tebi in drugim. In pa se... Če smem. Dej. O ljubezni, ljubezen daje pomen svetu, ti pa si dala pomen ljubezni, ker si večja od sveta. Ta lepa. Ta lepa. Veš kaj moram ceniti? Moram zdaj malo pokakati mojega kolega Papiča. On je tudi zdaj izdal zbirko. Vem, ja, sva se pogovarjala. In on ima vmes tako, stoji eno prazno stran, ti pa lepo si zapomnila vse strani od spredaj in od zadaj. Je rekel, to je dizajn, ampak malo ga tako hecam, da se je spomnil premalo. Ja, veš, ker zdaj pa le pišem novo. Tudi poezija? Tudi poezija, v bistvu ne vem, če sem že kdaj povedala, kako bo naslov. Oziroma, ne bom naslova povedala. Ekskluziva, ajde. Povedala bom, da bo knjiga o ljubezni in bo striktno in samo tema ljubezen. Pokrivala bo 4 tipe ljubezni in bojo 4 poglavja, klej v bistvu vse mešano, malo mešano. Tam boš pa v bistvu takoj vedel, znotraj katerega poglavja lahko najdeš kjer tip ljubezni, ki ga trenutno rabiš ali iščeš. In bo imela več pesmi. Še da preberem eno, sem našel Instagram. Hvala, ker mi daješ življenje. Kakšen influencer, stari. In kaj si tle? Fuck ti, kaj je tle? Fuck you. Aha, okej. No, Instagram. Hvala, ker mi daješ življenje in fuck you, ker mi tega jemlješ.
Ko si ti globoka. Ko si ti deep. Naslednja knjiga bo sigurno imela TikTok. Pač v bistvu... Bo imela še TikTok. V bistvu... Naslednja pesem To TikTok. je v bistvu zbirka vseh tvojih captionov na slikah. Ej, drugač, se v naš mislu, tako sem bila, ljudje bojo to kupovali in bojo dali captione, to se danes prodaja. Tudi to je bil en del, kako sem Smeš, da bi prodajala captione? Ja, To bi v bistvu dejansko? imaš full captionov noter, ne? Vino, odkje je vino? Ja, jaz sem sommelier druge stopnje. Nice. In sem zelo velik ljubitelj vina in poznavalec. Nisem prav velik, ampak bi Tako, rada bila. če si- Jaz sem, ampak nisem tako globoko in, kot bi želela biti. V bistvu sem človek, ki res ljubi vino, v smislu, da vino spoštuje. Prišla sem iz tega, da sem pila flaše vina in se ga nacela, do tega, da imam najraje spiti en kozarc do max 2 ful dobrega vina in uživati. Ja. Povej mi nekaj več. Prvič, lepe etikete, na vsaki etiketi je neko drugo sporočilce. Tako je. V iskanju sreče sem naletela na te, danes je ljubezen dobila še večji pomen, čestitke. Ok, to je bilo prvo, lep detalj, drugo. Tle gor na flaši piše Sens 1934. Ja, zato ker je to so vina od Jeruzalem Ormož. Jaz sem v bistvu v sodelovanju tukaj z 2 poslovnima partnerjema. To je Jeruzalem Ormož, ki mi daje vina, ker pač svojih vinogradov nimam. In pa potem Koželj, ki je v bistvu distributer, ki za mene to prodaja. Se pravi, jaz dam idejo, jaz oblikujem flašo, jaz naredim promocijo, nimam pa dejansko fizičnega stika s flašami, ki se prodajajo. Si izbrala tudi okus, si ti kaj to? Ja, jaz sem izbrala pač, katera vina želim, tako da imam trenutno v ponudbi 3. To je rumeni muškat, potem mešanica sivega pinoja in sauvignona in pa še mešanica rdeč, ne vem točen kaj je, mislim, da je Cabernet Sauvignon, pa Merlot, mogoče sem se zmislila. Uglavnem dobra vina. Škaj je bil namen teh vin, je bil sploh ne toliko ta kvaliteta, da je zdaj to nek ful kvaliteten vin, ampak v smislu, da jaz nekam grem in jaz meri kaj naredim. Greš v trgovino, gledaš etikete, ker pač, če boš nekomu kupil vino, ne moreš kupiti za 3 evre flaše. Če už pa kupil za 15, pa raje vidiš, da dobro zgleda, da je ful neki dober okus, ker tako veš, da on nima blage veze in pač hočeš, da je lepa boca. Veš kaj, kupiš za 3 evre, če lepa boca gre skozi. Ja, no ali pa to. In jaz sem rekla, lej, hočem narediti neko flašo, ki jo lahko daš, ki je full simple, ki je lepa, elegantna, jo lahko daš lepo iz roke. Imela sem recimo napisek, so se že prodali, ker se spodob, da nekaj prenesem, je bila ena je bila presežem, da vsak let bolj zgledaš. Za materinski dan sem vse razprodala v 12 urah. Ja, lansko leto, tako da je bilo kar noro. Je bila v bistvu ena iz moje knjige Poezija za mami. Tako da lej, funkcionira. Imaš namen se to razširiti, kaj? A veš, da ne vem, tako mečken je zakompliciran, ker ne veš, koliko se bo kakšna etiketa prodajala. So pa pač najmanjše vrednost naročila je 300 steklenic. In a veš, pa je to tako. Zdaj jaz ne vem, kjera etiketa bo šla, da jih pač... Lahko daš na pull, na Instagram. Ja, ni to vedno tako, folk glasuje, pa ne kupa, ali pa folk glasuje, pa se pa fulene druge Prednaročila probaj. Prednaročila edino, ja. Jaz sem mislil, ne vem, da greš na penine, da greš tako še kaj drugega. Penine smo razmišljali, ampak so pa ful drage. Veš, ker dosti krat popeniš. Ja, drugač pa markrat. Lega, biznis partner. Vidim, ja, kar mečeš jih. Ja. Dobro, imaš ti še kaj, ker bi rada delila z nami? Ja, ne vem, če. Imaš kakšno vprašanje za nas? Ko? Veš, nisem se pripravila, slabo. Ne vem, bi ga imela. Zdaj, ko me pa tako gledata. Ja, si ti je poslal mail, nisi dobila? Ne. A ti je šlo v junk mogoče? Kakšen mail si mi poslal? Mi pregledamo, kaj je naš gost. Ja, pa teme in vprašanje, ne, da ti postaviš. Dej, ka me zdaj tako nategujeta. Kaj? Brezebancije. Sodelovanje od člani, to pošljamo vsem. Mogoče ni dobila, veš? Jaz to nisem dobila, ali pa res šlo spam. Ja, šlo spam. Ja, dobro, da smo bili zmenjeni. Kaj? Reči, ure. Zdaj imamo te. Zdaj, ko pač bi se čisto predstavljala, da bi zdaj to šlo spam. Mene je res uizen tega. To je neverjetno. Pač to je neverjetno. Dej, veš kaj, da se te pravi, zdaj sem spomnil. Ok, jaz sem imel z mojo bivšo dilemo, ne? Ok. Smo bili skupaj in ona na žurki je pač malo poljubčkala svojo kolegico na usta. Ja. Jaz sem rekel, to je varanje. Ja, to pač. je same fuck you, to varanje. Mislim, to je tako bom rekla, definicija pač vsega para po svoje.
Jaz ti ne moram zdaj odgovoriti, da je to varanje. Ne. Mislim, v mojem primeru sigurno je zaradi tega, ker je pač to nek spol, ki te privlači. Kaj pa če bi moškega, okej? Ja, kaj veš, moškega? težko rečem, pač to je znotraj vsakega posameznika, kako se odloči. Po mojem čisto odvisno. Jaz mislim, jaz če bi bil zdaj tako moj ljubček, ampak zdaj, če bi se ful on žvalila, verjetno pač Kati ne bi bilo okej. Tako da jaz enih razmerih to... Vprašam te zate, če bi se zdaj v tvojem razmeru z enim tipom... Mislim, Katja je biseksualka, tako da pač ne bi te motla, torej bi te motla. Ja, valjda. Ti? Kaj? Da se tvoja ljubčka z eno drugo na žurki? Rather not. Ja, ki eni pravijo, to je full hot. Ja, ne. Prav spoznam par tipov, kaj jim je to tako zelo... Ja, ne da se tvoja. Ja, da se njihova, ja. Dobro, zdaj te bom za na konec še eno tako malo neprimerno, če smem. Super, ko me čakam. Pa povej mi, če je too much. Ok. Gremo na vprašanja, če ne te bom vprašal. Ok, ne, vi se pač imate rade, ne? Uporabljaste tudi pač tako orožarno tipov? Ja. Ja? Ja. Ok. Seveda. Se pač to, da si lezbika, ne pomeni, da ne želiš penetracije. To ni povezan s tem, da... Ne, pač to je ful v bistvu common, kao, zakaj pol, ne vem, če recimo imaš dildotal pa strep-on, zakaj pol nimaš tipa. Jaz nimam tip pač penetracija nekaj, ker... To je tako, kada pol jaz rekla, če te punca przda urit, zakaj pa nimaš tiča uriti. Razumeš, pač brez veze, ne? Ne paše mi ne eno na drugo, ampak... Jaz nisem... Meni ni problem, da jaz nisem s tipom, ker ne bi hotela biti spenetrirana, ampak zaradi tega, ker ne bi hotela biti čustveno spenetrirana z njegove strani. Čist, a veš, tako je in to je v bistvu ful tak napaka, v bistvu. Ne? Mene ženske energetsko privlačijo, čustveno in vse, ampak ja, je pa še vedno to nek feeling, ki je telesno pogojen, ki večina ženskam paše. To za reči, ni to, ampak unik ti to dela. Ampak mogoče... Dobro, zdaj pa še 2 nasveta za mlade istospolne punce. Priporočaš kakšno to za boljše v posteli? Ne vem, kaj je tebi, ne vem, je kaj, kar ste provali, kar je boljše, je pa slabše? Ma ne, veš kaj, mislim, so stvari, ki so boljše pa ki so slabše, predvsem pa priporočam, da prvič take it slow, deli stvari, ki ti pašejo, ki se počutiš, da si na njih pripravljen, nikamor se te ne mudi, življenje je dolgo, cajta imaš ful, da se odkriješ. Druga stvar je, da pač probaj, če si zainteresiran za to, najslabša stvar. Enkrat sem slišala, prav na enem podcastu je ena rekla, jaz vse v lifeu probam enkrat. Vse bom probala enkrat. Ja, se pravi, kot hrano, recimo. Ja, ker bom videla, pač ne moram reči, da mi dobro, nekaj, če nisem... Razen ustreli tipa. Dobar, ja, ampak no, na tak način, ker ne moram videti, da mi je nekaj fajn, če ne probam. Nekaj, kar ni škodljivo, moraš probati vsaj enkrat. Ja. Tebi ali pa drugim. Če mi ne bom nikoli več naredil tega. In jaz isto mislim, pač, če rabaš nekaj, da začinaš, da rabaš popestriti, probaj. Najslabše, kar je, da vidiš, da ti nikoli in tega ne narediš. Se pravi, isto je ljubezen, ne? Reče, vsi probajo in pa si zlomljen, ne? Ja. Veš, kaj mislim, ampak enkrat pa ne boš več in boš rekel, vredno je bilo. Imaš kaj še na svet bolj tako overall, ne vem, kako pač s tem sprijazniti, če lahko tako rečem, kako to bolj spoprijet, prijazniti. Až kaj, vsak ima svoj način spoprijemanja s tem, to je res ful, ne vem. Si politična? Ne, veš kaj, res je, ka mene ful sprašujejo, zelo pogosto vprašanje, ki ga dobim je, kako se razkriti. Ampak to je toliko težko povedati, ker kakšen je okolje okoli tebe. Odvisno je, koliko si star. A greš lahko doma, ne. Odvisno, kako te doma sprejemajo. Odvisno, koliko si finančno sposoben. Až le toliko ni stvari, da jaz ne moram reči, sam povej. Lahko ti rečejo starši, izseli se. Ja, a veš, lahko ti rečejo, izseli se in zdaj imaš ti kle scenarij. Sem pod 18, ni tak se ne moram, sem nad 18 in me vržejo ven, sem nad 18 pa imam full casha, pa itak lahko grem, sem nad 18 pa nimam centa, pa ne moram iti. A veš, in je full enih scenarijev. Tako da jaz pač rečem, če ugotoviš, da te privlači drugi spol, oziroma isti spol, kot si ti, ne si zakrivati, ker s tem ponavadi narediš več škode kot koristi. Sprejmi po tempu, ki je te prilagodljiv, to pomeni, da ne rabiš s svetom tega takoj deliti. Odkrivaj, razkrivaj, pot je lahko dolga, s tem ni nič narobe. Je pa tudi življenje, kot sta 2 ženski ali 2 fanta, lahko zelo lepo. To ne pomeni, da je trpljenja in trneva pot. In za vse tiste, ki jih mogoče družina ne sprejema, je zelo pomembno to, da družino si lahko tudi samo stvaraš izven biološkega
kroga. To je res. Lepo. Ajde, Zdaj gremo na moj najboljši del vprašanja. Pa zdaj nobenega vprašanja. Medtem, ko odpiram vprašanja, moram reči, na tvojem Instagramu meni je tako pač ful mi je smešno na vaša slika, ko ste pač zanosili. Aha, ki hvala, pač moja ideja. Je držala tablico, ni moj. Hvala, moja ideja. V glavnem, Maša Levacic, kako boš razložila hčerki svoje žene, ker tvoja ni, da je njen tata donator? To intermezzo, kaj veste, kdo je ta? Ne, okay. Nič ne veva o donatorju. Okay. V bistvu prva stvar, ki jo ful rade poudarjava, je to, pa to veva, da noben ne misli slabo, ampak Hana nima očeta, je res izključno donator. Hana ima 2 mame, ker rečejo, kdo je njen oče. Pač to je donator, to ni oče. Kako ji bova povedala? Mi dve bova že od začetka vzgajali v to, da je pač nastala s pomočjo umetne oploditve, ne bova nikoli tega zakrivali, da ima pač 2 mami, da včasih se imata radi 2 punce, včasih 2 fanta, včasih punca in fant, ampak biološko ne moreš tako, včasih tudi fant in punca ne morata imeti otročka, ne rabite pač malo pomoči, da... To je pametno, najboljše. Ne vem, če je to primer vprašanja, ampak kako pa ste se odločili, katera bo... jaz nisem želela, Katja je želela, bom. Aha, tako. Okay. Simple. Bom. Dobro, naprej. Hana_Cernič1. Najbolj slabši poljubki ste ga imeli z enakim spolom? Jaz ne vem, če sem bil z istim spolom. Čak. Jaz nisem. Edino, ki sem imel, je bil Jure, on pa ni šlo. So že bili. Vem, da enkrat je bil bilo tako res jezika do grla. Tako res ogromno jezika. Vsi imajo s tem, a? Čutiš tako do konca. To. Pa kaj imaš kot druge jezike? Kot požgečkal. Požgečkala. Požgečkala. Ja. Pa dobro, le ima dober jezik. Ja, ne tako globoko, prosim. No, gremo mi naprej. Ena znana. MRS Bogataj. Aha, se je moja žena vklopila. A bo kak bombon prenesla ženi? Pred smo začeli snemati, nam je gospodična Katka vse bombone pojedla. Tako da odgovor je ne. Marko Lovrencec, oceni Rimanič pa Jureta od 1 do 10. A vizualno, karakterno? Kar ti srce poželi. Samo ne po pameti. Pa oba dva sta 10. Hvala. Hvala. Stop. Da ne bom. Ne bo diskriminiran. Kdo je boljša 10? Oba dva sta ista. Dobra, politična. Metka_Schmidt. Kako dolgo si rabila, da si postala samozavestna v tem, kaj delaš in kaj se odločaš? Mislim, da sem šele par let nazaj, nekakšne 3 leta nazaj mogoče začela ful bolj ratvati samozavestna, pogojeno s tem, da imaš tudi nekaj svojih financ in si potem bolj imaš kontrolo nad svojim življenjem. Tako, mislim, da je 3 leta nazaj. Okay. Dobro. Lekse.t najljubši comfort food? Goveja juha. It's always gonna be. Carbonara. Skoj proti carbonari? Tako to mi je pa prav zdaj tako najbolj pedna ona ljubljanska carbonara ali prava carbonara? Ti ne veš sploh, kaj je carbonara. Ne kriči na naše goste. Ne, fuck you, mona. Sem naročil v Ljubljani carbonaro, stari 3 tone popra, mona. Unega od mortadele, stari, une take. Dej ma ba. Pa sorry, vi ne veste, kaj je drugače carbonaro. Jaz naredim dobro carbonaro. Ok, boš naredil. Pač vi ne vem, če veš, kaj je prava carbonara. Ja, vem, kaj je prava carbonara. Nekaj pričat na naše goste. Šaš pove, kaj je prava carbonara. Hvala, da sem lahko 2 dni nazaj gledala recept za pravo carbonaro. Kaj je prava carbonara? Samo z jajcem ni nobene smetane in teh stvari. Ampak sem spomnil več kako. In kako se naredi? 3 ingredienti so. Čak, jajca. Ja? Moka. Moka pa šunje, šunkice Moka. so. A jaz sem moka. Moka. Ne, fucking ni moka. Ti karuzela je, ni. Ne vem. Ja, če je pašta, je moka. No, sam to veš, da ni. Ne. Ni, pač najboljše je guanciale. Veš kaj je to? To so pač ličnice. Ampak če ne je panceta. To vem, to sem rekla, ja? Ja, pašta, valjda. Ok. Jajce. Ja. 3 različne sirije, najboljše. Ali pa daš samo parmezan. Samo parmezan. Ne vem, zakaj nisem rekla parmezan, ja. Če si ekstravaganten, daš 3, ne? Ok. In popr. V bistvu sem vse vedela, no, sam popra ne bi rekla. Ja, od 3 sestavin si vedela 2, ki so se rekli. In ko se pripravi? To bomo pustili za naslednjič.
Tako da prosim, ne čez Tako, carbonaro. ne, až tekaš, da sem če ne znaš narediti 2 carbonaro. dni nazaj sem gledala, kako se ta pravo Ja, naredi. zgleda, imaš In ta sem short dosta span, ne? pogledala. Veš, ta short span, oni, ne? Očitno si samo za reklamco carbonara, koda Katka 10 naredila svoje in čau, ne? Ne, gledala sem od Nike Krmec TikTok, tako da očitno ni bil dovolj Delala zanimiv. carbonaro? Ja, O. in to ta pravo, ona mi ga je pokazala. Tako da, če ni ta prava, krivimo njo. Okay. Matija Šek je član, kdaj bo nov event. Ja, ko pospravimo prvo za tem. Po moje kaj kmalu, ne vem, če je še kaj v debati, mogoče en live podcast. Bo zdaj prišel spomladi, ne? Smo se z njimi menili. Ja. Pol spet after pri nas, je bilo dobro. Tako Da da... bom povabljena. Ja? Zdaj Dobim pa na ja. mail. Zdaj pa ja. Ne, ker ga ne gledaš očitno. Da boš dobila po pošti. V Poglej, kuverti. junk. Cool. Glej. Martin Bonan je samo napisal lepo. Hvala. Hvala, Martin. Ali pa Martin. Lepo. Anja.345, kakšen nasvet bi dala mlajši sebi, naprimer, ko si bila stara 20? Oh. Sam furi live, tako kot ga furaš, vse ima nek razlog. Ti? Na svet. Kaj je bilo vprašanje? Sorry. Svojemu mlajšemu sebi. 20 let, ajde. Da bi bil star 20 let zdaj. Ja. Kakšen nasvet bi mu dal? Nehaj kaditi travo. Kaditi travo pri 20. Jaz bi rekel, jaz ne moram lih 20 vzeti, bom vzel 15. Samo ustrajaj. Ustrajati treba, no. To je to. Bodi ustrajen, karkoli delaš, bodi ustrajen. Zadnje vprašanje od naše kolegice Anabel. Anabel Music, poznaš? Poznam. No, je vprašala, ali ima Anabel Music. Ja, anabelmusic.si. Ej, zamenjaj si ime ti, bučko. Ali ima Anabel bi energijo? Všeč mi je, ker se je dala v tretjo osebo. Kje misliš, da ne boš predala imena? drugače. Ja? Ja. Ma? Kaj da to energijo? Ne vem. Sam vibe. Pa zelo malkrat se zmotimo. Okay. Damo jaz in Jure energijo, da so nam všeč pupe? Ja. Ja? Povedala po podcastu, če je to res. Recimo, da ja. Ne, dajeta. Ok, če bi en od naj rekel, jaz sem gej, bi šlo skozi? Verjela? Ne vem, če verjela, pač valjda verjela, bi rekla tako, Mislim, ja, ja, okej, okej, ampak- bravo, kao ne bi bila tako, ne, nisi. Ne, ampak bi bila malo... Ne vem, v bistvu. Ok, Ja, ne, pač ne bi kdo bi šel prej da vaju skozi, vidim kdo bi nekje. šel prej skozi ko gej? Jaz ali Ti. Jure? Pizda. Vsako epizodo bomo naredili staž compilation, bo naredil vseh epizod, ko sredi epizode me začneš latati po nogi. Pa še vedno bi tebe compilation izbrali. boš naredil. Dobro, to mi reče dosti ljudi. Meni Matej, on je meni dal vedno gej vibe. Jaz še vedno sumim, da je on malo gej. Za moje kolege malo sem. Odlično. Ja, veš kaj, meni sem rekel, lej, če si ga nisi še pokazal svojemu kolegu, niste prijatelji. Pa veš kako je, meni fulkrat rečejo, pa če nikoli nisem spala z moškim. In pa mi rečejo, pa kako veš, da si potem lezbika, ne? Kako Ja, a si ti daj bil s tipom? Kako potem veš, da nisi gej? Zato, ker... Ja. Tako. No, draga, Katka. Lej, tako mi rekoli, ti me je dosti krat že tikal, ne? Jure, tudi mene. Neprimerno in ni mi pasalo. No, Ni ti pasalo. Ja. Ali pa mogoče si nismo priznali, Matej. Mogoče. Peš stran. Ja ne, jaz naprimer grem večkrat tako okoli Jureta in ga tako malo posisak, šlatnem in mi reče nehaj, ker mi paše. Tako da, Ja, veš kaj, Joška se erogena cona, ne? Ja, to je res. ja, jaz pa tudi znam z njimi, ne, tako da le Jure. Ja, ti to praviš odnos daš z Joškem, znaš ti z moškim izgleda. Ja, super. Ja, Joške so Joške. Joške. Ženske še vedno imamo najrajši. Hvala, ker si prišla, Katka. Hvala vama za povabilo. Dragi poslušalci, hvala, ker ste preživeli še en podcast z nami in upam, da se boste še kdaj vrnili. Dajte en like, dajte en share, dajte en subscribe, ker ni vas dovolj subscriberjih. Ajde se vidimo, čau. Giveaway knjiga. Pride.